Ali je psihoanaliza reakcionarna ali pa revolucionarna praksa? Ali oboje? Ali pa mogoče tudi nič od tega? Veliko je govora o psihoanalizi, predvsem seveda lakanovski, kot radikalni praksi. Teoriji, ki seveda zasleduje nezavedno in po tej logiki je seveda samo po sebi stremi k osvoboditvi. No, ali je temu res tako? Ter kaj je mogoče nezavedna želja psihoanalitika ali pa teoretika, ki vihti to orodje psihoanalitske doktrine? No, začeli smo na začetku z vprašanjem, kaj je psihoanaliza. Ugotovili smo, da je predvsem ena praksa, ampak je tudi teorija. In na to je kot marksizem tudi psihoanaliza nekaj, kar zasleduje konflikt. In še več, skozi svoje delovanje ga tudi ustvarja. In to ustvarjanje vedno novih konfliktov pa je mogoče predvsem skozi edinstveno funkcijo, ki jo ima psihoanalitik. Najprej skozi tišino, prisostvuje v analizi, v procesu tako, da zastavi svoje telo. Pričevanje tega telesa v tišini pa ima svoj efekt. Lahko bi rekli, da je to tiho pričevanje en psihoanalitski dispozitiv. Kaj je dispozitiv? Z drugimi besedami neko orodje, neka stvar, skozi katero pač lahko delujemo. In tisto, kar recimo preseka tišino in posledično tudi analizantov govor, tisti, ki govori, je psihoanalitski akt. Nasprotje tišini in drugi dispozitiv. Torej, kaj je psihoanaliza? V končni fazi je en mučen proces, predvsem čakanja, pričakovanja te neke zareze, artikulacije vrzeli, ki pa je razdvojen subjekt. To smo že pogledali. In analitik je tisti, ki mora radikalizirati ta konflikt, ki je seveda nezaveden. In to pomeni, da je tudi analitik in analiza del tega konflikta. Konflikta, ki se aktualizira znotraj psihoanalitske situacije. Torej, to bo nekako začetek in mogoče tudi konec našega današnjega predavanja. In tako pa pridemo tudi do drugega ključnega vprašanja, poleg kaj je psihoanaliza, kaj je dialektika. In izhajajoč iz naslova doktorske naloge, ki smo jo tudi omenjali, torej dialektika psihoanalize skozi konflikt kot konstitucijo vednosti. Tukaj bo potrebno definirati ključne koncepte, ki bojo potem nek okvir raziskovanja. Brez definicije konceptov bo dejansko zelo težko postaviti neko relevantno tezo naloge kot take. In kot smo ugotovili skozi pregled koncepta dialektike, je jasno, da nima samo ene definicije in proces kot takšen se tudi spreminja skozi to lastno proceduro. Najprej Hegelova dialektika gospodarja in hlapca. In tudi dejstvo, da je vsaka dialektika neka metoda in je tudi proces. Metoda zato, ker je neka vrsta logike. Tako kot je formalna logika, je tudi dialektika neke vrste logika, skozi katero potem lahko mislimo sebe, svet in določene dogodke. Proces pa seveda zato, vsaj za Hegla,
je ta proces tisti, skozi kateri se razvija neko mišljenje, se razvija ideja ali pa zavest. V nekem smislu tudi potek zgodovine. Vse je vpleteno v proces dialektike. In ker dialektika vsebuje inherentno negativnost, nekaj, kar bi lahko tudi imenovali konflikt, temu mora nujno slediti tudi neka rezolucija te tenzije ali pa odprava tega konflikta. Ampak z Marxom pa seveda pride še do enega fundamentalnega obrata, predvsem v dialektiki, tako da Hegla obrne na glavo. Namreč sila, ki poganja zgodovinski proces, ni evolucija neke ideje, kot je to mislil Hegel, nasploh idealistična linija, ampak je konflikt v materialnih ekonomskih pogojih in silah, ki vladajo nad družbenimi razredi. To pa je tradicija misli, ki se imenuje materializem, torej nekaj, kar je v bistvu Marx postavil na nek zemljevid filozofije. Torej, Marx je vzel dinamično konfliktno logiko Heglove dialektike in jo iztrgal iz filozofskih nebes ter jo trdo zasidral v tla ekonomske realnosti in razrednega boja. In tako pridemo do tretjega elementa, ki smo ga definirali, in to je konflikt. Izhajajoč direktno spet iz Marxove elaboracije dialektike in pa materializma kot osnove, iz katere izhajamo. Torej, Marx je deloval, je opazoval neke ekonomske razmere v samem začetku in razcvetu seveda kapitalističnega sistema. In tukaj mogoče pridemo do tega najbolj pomembnega konflikta, ki je tudi omogočil ta materialistični preboj Marxove teorije, razredna družba in pa delavci in buržoazija na drugi strani. In iz tega izhaja, da konflikt ni samo neka ideja, ni samo neka zadeva, katero lahko mislimo in apliciramo na svet, ampak je predvsem zelo realna, materialna substanca, ki je neizbežno formacija in pa posledica človeškega dela. Torej, vse se nekako dogaja v tem procesu. In Marxa tukaj zanima samo materialna dimenzija produkta ustvarjalnega dela, seveda. In tako naprej, kot Marx locira konflikt v relacije, recimo, presežne vrednosti in pa mezde, ki jo prejme delavec za svoje opravljeno delo. Kasneje mogoče Freud locira še bolj primarni konflikt oziroma nek mehanizem, ki negira ta isti konflikt, nekako ga poskuša nevtralizirati. Torej, tisto, kar ni uspelo Heglu, je pol dosegel Marx in prav tako potem Freud je bil tisti, ki je artikuliral nekaj, kar Marx ni mogel. Torej, negacija in potlačitev kot dva ključna elementa psihičnega aparatusa sta v veliko pogledih seveda problematična vzgiba, saj tisto, kar je potlačeno, ponavadi se potem vedno vrne kot izbruh nekih simptomov. In po drugi strani pa seveda deluje kot samoohranitveni mehanizem. Potlačitev, recimo. Če bi dejansko vedeli, kaj vse je potlačeno v našem nezavednem, bi težko ohranjali neko normalno delovanje v družbenem kontekstu. Torej, negacija v tem primeru je ključna. Brani zavest pred impulzi, pred instinkti, ki so v samem jedru libidinalne ekonomije, torej tisto, kar poganja celotni psihični aparat, ampak ne samo, je tisto, kar
je neki gon, da sploh ljudje pač počnemo stvari. Torej, ti impulzi ali goni, kot jih je poimenoval Freud, so seveda spolne narave. Ja, Freud je bil tisti, ki je postavil to drzno tezo, da so vsi goni seksualni in da obstaja samo en fundamentalen gon, njih 100, samo eden, ki pa je gon smrti. Okay, vse le ni tako črno, ker poleg gonov smrti, nasilnih fantazij, ki jih očitno ne moremo uspešno eliminirati, pa obstaja tudi emancipatorna politika in filozofija resnice. Dotaknili smo se seveda Badiouxeve filozofije, njegovega koncepta postopkov resnice. In ta filozofski dogodek se zdi pomemben. Saj je v striktnem nasprotju z Freudovo prognozo človeka, ki ga pestijo seveda vsi mogoči simptomi in očitno ni nobene rešitve. Badiou nam pa da sliko subjekta in delovanja večjih kolektivov, ki imajo zvestobo do resnice in do dogodka, ki jo je sprožil. Torej, lahko najdemo nekaj emancipatornega v tej zvestobi in v veri. In Badiouxeva filozofija je filozofija resnice, ta pa se nahaja predvsem v resničnem življenju, v momentu, trenutku, ki je tukaj in zdaj. In tudi življenje je zmeraj neko število heterogenih različnih elementov, ki so pa v totalnem konfliktu vedno sami s sabo in pa med različnimi elementi. In skozi ta konflikt včasih se porodi ta dogodek z velikim D-jem, nekaj, kar postavi pogoje artikulacije nečesa čisto novega, nekaj, kar se ni moglo misliti prej. Dobro, Badiou govori o teh procedurah, ljubezen, razumejo kot eno izmed postopkov resnice, ker ko se zgodi ta dogodek, ljubezen, potem se ta resnica strogo postavi v nasprotje recimo nekim splošno znanim vednostim, nekim sistemom, recimo zakonom ali pa družbo kot tako, ki pa nista v službi resnice, vsekakor, nista generična, v smislu, da ne moreta proizvajati nekaj onkraj tega, kar že posedujeta in seveda nasprotujeta ljubezni. Torej jo želita nekako zamejiti, prevesti v sistem, kot recimo se pričakuje neka poroka, da se ta ljubezen zameji, da se radikalnost samega eventa nekako razkroji in izbriše seveda resnico kot tako, ker je ni pač sposoben integrirati. In mogoče v primeru dialektike lahko rečemo, kot v primeru resnice, da vsekakor to ni nek psihoanalitski koncept. To so vse koncepti striktno filozofske discipline in je potrebno zastaviti seveda tukaj kritično vprašanje, na kakšen način bomo te dve disciplini poskušali misliti skupaj. Ali želimo obravnavati psihoanalizo skozi neke filozofske koncepte, predvsem recimo dialektike, ki je pa absolutno radikalno filozofski koncept. In da spet ponovimo rdečo nit vsega, Hegel-Marx, tisto, kar recimo pri Heglu neka negativnost je dokaj abstraktna, potem pri Marxu postane definirana skozi nek strukturni antagonizem. Torej, antagonizem ni samo neka plavajoča negativnost, je nekaj zelo realnega, materialnega, zelo konkretnega. Torej,
ta strukturni antagonizem Marx seveda locira v razrednem boju. In v razrednem boju ni nobenega Aufhebunga, ni nobene razrešitve, v kateri potem sam proces dialektike se lahko ponavlja in nadaljuje, kot se je to zamišljal Hegel. Konflikt ostane in ostaja in se tudi na nek način perpetuira skozi zgodovino. Dokler obstaja razredna družba, obstaja tudi konflikt te vrste vsaj. In o dialektiki, ki pa mi želimo nekako raziskovati, torej dialektiki v samem psihoanalitskem kontekstu, o tem je pisal veliko Lacan, potem še Andre Green, njegov mlajši kolega, psihoanalitik, in v bistvu sta edini osebi, ki sta nekako poskušali misliti dialektični moment znotraj psihoanalize, torej ne znotraj nekih filozofskih abstrakcij in razmišljanj, ki nimajo neke posebne povezave z vsakdanjim življenjem. Seveda ni celotna filozofija totalno odmaknjena od realnega sveta, ampak za voljo argumenta in trenutnega vprašanja v psihoanalizi ključ za dialektiko je v konceptu želje in mediacije. Torej, dva koncepta, ki bosta mogoče pomembna. In za Lacana znana formalizacija je, seveda želje, je, da želja je želja drugega. Torej, želja kot takšna je zmeraj želja neke druge inštance. Preprosto povedano, zanima nas predvsem tisto, kar si želi drugi, in potem dojamemo to željo kot svojo lastno željo. Torej, cel antagonizem, tudi psihoanalize se nahaja prav v tem momentu poskušanja artikuliranja neke svoje lastne želje, ki ni preprosto samo tisto, kar mislimo, da želi drugi. Torej, ker pa želja ne obstaja seveda sama od sebe, ne obstaja v odnosu med dvema osebama ali dvema elementoma, nekaj mora biti vmes. In to nekaj vmes je za Lacana mediacija, torej, da je želja dejansko mediirana med dvema. Torej, željo mediira neka tretja struktura, nekaj vmes. In mediacijo lahko razumemo kot tisti družbeni element, družba, recimo nek zakon, neka institucija, ki regulira družbeno vez. Torej to, da smo lahko v neki družbeni relaciji, je vsekakor regulirano z strani neke avtoritete. In seveda, to lahko potrdimo na zelo preproste načine, če recimo nek sistem ne prepozna to, kar se dogaja med dvema elementoma, to ne more potrditi, zakaj obstajajo družbeni mediji. V končni fazi je prav ta potreba, da nekdo drug, ta drugi, ki vidi to, kar se proizvaja, da sem naredil nek post ali pa whatever, mora biti seveda še potrjeno z ene strani. Torej, to sta mogoče dva momenta neke dialektike, ki se lahko formulira. Drug moment dialektike pa je tudi v samem psihoanalitskem odnosu, torej to, kar se dogaja v sami psihoanalitski situaciji med analitikom in analizantom. In zato je psihoanalitska situacija že sama po sebi dialektična, saj vsebuje to negativnost, ki je, lahko bi rekli, neke vrste konflikt, ki se ne more izničiti. Torej, konflikt obstaja in se predeluje skozi ta proces, če lahko tako rečemo. In zato bomo postavili tezo, da je psihoanaliza dialektična,
Ampak, in tukaj je en velik ampak, zato ker ne bomo šli po poti, ki jo je ubral Lacan, torej branje Hegla skozi Koževa in tako naprej. In mislim, da tukaj se nahaja tudi fundamentalna razlika, ki je razlika istočasno med Heglom in med Marxom. Razlog, zakaj bomo tudi mi izhajali iz dialektičnega materializma in ne iz Heglove koncepcije dialektike. Edina dialektika je samo lahko materialna. In to je ušlo tako Koževu kot tudi Lacanu. Tisto, kar pa je Lacanu uspelo formalizirati in kar bo tudi ključnega pomena za razumevanje dialektike in nekih materialnih učinkov v psihoanalitičnem procesu, in to je prav teorija diskurzov. Psihoanaliza je tudi nek specifičen diskurz. Torej, obstaja ta psihoanalitični diskurz. Kaj je zdaj diskurz? Zelo preprosto, lahko rečemo, je funkcija strukture sporočanja. Torej, nekaj se sporoča in tam, kjer se nekaj sporoča, tam je tudi subjekt. To se ne more zgoditi brez subjekta diskursa. Prav tako se ne more zgoditi brez tistega drugega, tistega, ki je naslovljen skozi diskurs. Torej, tisti, ki naslavlja in naslovljen. Diskurzivnost je struktura. Je struktura, ki dominira in upravlja z družbenimi vezmi. Brez tega ne moremo imeti neke družbe. Ne? Je tako rekoč torej neka superstruktura. In v Lacanovi teoriji diskurza obstajajo 4 tipa ali pa recimo 4 strukturno različna diskurza. Prvi, dominanten, tisti originalni je diskurz gospodarja. Potem temu sledi diskurz univerze in diskurz univerze moramo reči, da je še zmeraj do neke mere podvržen diskurzu gospodarja, lahko bi rekli, da je neka različica diskurza gospodarja. Torej, v končni fazi bi lahko rekli, da obstajajo 3 diskurzi, če smo že bolj natančni. Druga 2 sta pa strukturno popolnoma drugačna, torej delujeta kot neke vrste antiteza prvih 2 diskurzov. In to sta diskurz histerika in potem diskurz analitika. Dobro, v določenem trenutku, torej leta 1970, Lacan formulira še nek hipotetični 5. diskurz, ki ga imenuje kapitalistični. Ampak glede na to, da je ta 5. strukturno popolnoma radikalno drugačen, se ga nažalost ne da umestiti kot nek 5. diskurz, je neka formulacija in degradacija diskurza gospodarja in kot pravi Lacan je prej to nek antidiskurz kot diskurz. Je nediskurz oziroma diskurzivnost, ki pravzaprav uničuje družbeno vez, medtem ko 4, ki smo jih omenili, so dejansko struktura družbene vezi, ga kapitalistični aktivno uničuje. No, in če smo že pri kapitalizmu, lahko nadaljujemo z naslednjo temo, ki smo jo obravnavali, in tudi temo, ki direktno naslavlja ta problem dialektike in konflikta skozi psihoanalizo. Kot Hegel ni mogel vedeti dejanske implikacije dialektike, torej teorije, ki jo je sam nekako izumil, moral se je zgoditi Marx, tako tudi se je moral zgoditi Freud, da bi lahko artikulirali še eno dimenzijo kapitalistične produkcije, to pa je inherentna logika sistema. To je umanjkalo Marxu, čeprav Freud se je lotil sistema ne kapitalističnega, ampak tistega, ki je človeška psiha. Torej, Freud je našel odgovor na vprašanja simptomov takšnih in drugačnih
v formulaciji nezavednega in pa teoriji gona. In za razliko recimo od ostalih teorij, ki so obstajale takrat, teorije, ki so predvsem razumele človeško funkcioniranje skozi dualizem telesa in psihe, je pa Freudu uspelo preseči ta dualizem. Zato, ker v sam center svoje teorije je postavil dinamizem. Torej, dinamika nasprotujočih si sil se dogaja skozi konflikt. In kot vemo, nezavedno je neko skladišče vsega materiala, ki ga človek pospravi ali pa bolj natančno ga potlači prav skozi ta mehanizem potlačitve. In nekako nepričakovano tukaj dobimo tudi mogoče resnico kapitalizma. Čeprav zelo indirektno in tudi po možnosti z neko zgrešeno povezavo. Kaj ima Freudova teorija nezavednega opraviti z kapitalizmom ali pa še bolj Marxovo teorijo kapitalistične proizvodnje? In mogoče tukaj ni nobene trdne argumentacije za povezavo teh dveh disciplin, kljub seveda ogromnemu korpusu, ki pa priča ravno nasprotno, torej, ki je poskušala tako ali drugače misliti psihoanalizo in pa marksizem kot dve sorodni ali pa vsaj dve teoriji, ki imata nek skupen diskurs, če že. In še zmeraj ni najbolj jasno, seveda, zakaj misliti te dve tradiciji skupaj ali zakaj jih misliti eno z drugo in tako eno skozi drugo. Tisto, kar pa je jasno mogoče, je navidezna odsotnost konflikta v psihoanalitični situaciji. Torej, v psihoanalizi, ko ljudje pridejo na obravnavo, pridejo z neko željo, verjetno, ampak ta ponavadi ni njihova želja. Torej, že v štartu pride do tega, da v vsakem primeru analizant, seveda brez zavedanja, govori v diskurzu nekoga drugega. To ni njegov diskurs in ta diskurs drugega ponavadi je tisti, ki pripelje do nekega nelagodja. In v tem delu smo omenjali dva Freudova klinična primera, človeka podgana in pa primer Dore. Dva pacienta, ki jih je Freud obravnaval in v obeh primerih ugotovil, da so v ospredju seveda potlačene ali pa neke ambivalentne spolne fantazije in pa občutki, ki bi sicer lahko povzročali še večje probleme, vkolikor seveda ne bi bili potlačeni. Nekako smo poskušali zadevo rešiti, sicer ne najbolj efektivno, ampak že takrat je Freudu bilo zelo jasno, da obstajajo te razne sile na delu, sile, ki niso samo intrapsihične, ampak z zelo kompleksnimi mehanizmi, seveda nezavednega, potlačitve in tako naprej, so tukaj tudi na delu predvsem procesi, ki so pa del civilizacijskega procesa, torej del neke družbe. In civilizacija zahteva ceno za to, da smo seveda del družbe. Moramo prevzeti zakon označevalca oziroma besede in tako žrtvovati del te primordialne narave, ki pa je seveda nasilna in jo poganja predvsem seksualno slo oziroma gon kot tak. Torej, vse te stvari, umazane, živalske, barbarske in ne vem kaj še vse, je za nastajajočo civilizirano družbo seveda problem, nekaj, kar mora pospraviti za zaprtimi vrati. Problem pa je seveda spet v tem, da so ta vrata relativno propustna, niso tako zelo tesno zaprta in v tem primeru potem vidimo, da na eni strani imamo to potlačitev,
Potlačitev, ki je nesprejemljiva sama po sebi, ni odvisna od nekih zgodovinskih dogajanj ali pa pogojev. Na drugi strani pa družbeno represijo v kakršnikoli obliki že, kapitalistični ali pa nekapitalistični. Seveda ta represija varira, se spreminja skozi čas, ni vedno ista, vendar nikoli popolnoma ne izgine. To je vedno ta sila, ki kontrira seveda gonom in podobnim zadevam. Torej, represija je v nekem smislu že vgrajena v naš psihični aparatus. V psihoanalizi temu rečemo ego in pa superego. Ter funkcija, katero upravljata, potlačitev. In kar je še ena sopomenka za represijo, torej tisto, kar se dogaja mogoče zunaj v družbi, v tem procesu, nekako tudi ponotranjimo skozi te aparatuse, ki pa so intrapsihični. In tisto, kar je potlačeno, po nekem pravilu se potem vrača, ali je to kakšen simptom, ali pa razredni boj. In mogoče za zaključek se spomnimo tistega majhnega citata Lacana: Il n'y a pas de métalangage, ali z drugimi besedami, ni meta jezika. Ni meta govorice. In mislim, da skozi ta majhen uvid bomo morda malo bliže odgovoru na današnje vprašanje, oziroma vprašanje, ki smo si ga pustili za konec, in sicer ali je psihoanaliza v končni računici revolucionarna ali pa pač reakcionarna. In s tem, ko Lacan formulira tezo ni meta govorice, pravzaprav direktno pove še neko pomembno stvar. In to, da je eksterna objektivna pozicija, torej da smo mi nekje zunaj, strukturno nemogoča za govoreče bitje. Seveda, vsi ljudje smo tudi govoreča bitja, govorimo, torej imamo besede. Smo v jeziku in smo tam totalno. Torej, ne obstaja onkraj strukture govorice ali nekega diskurza. V tem smislu tudi psihoanaliza lahko govori o nekih drugih diskurzih tam zunaj, lahko govori o sebi, v svojem lastnem diskurzu, ampak nikoli v nobenem primeru pa ne neha biti samo en diskurz. Med mnogimi seveda, ampak nevertheless. In to je pomembna točka zaradi tega, ker nas lahko usmeri v še eno, bomo rekli, še eno nezmožnost, oziroma zakaj recimo filozofija kot idealistična ali pa kot linija idealizma ne funkcionira, torej da ni absolutne resnice. Torej, če ne obstaja ta metagovor, da lahko iz govora ustvarimo še eno dimenzijo in govorimo o tem govoru, to je v končni fazi metadiskurz. Torej, če ne obstaja to, potem ne obstaja tudi neka nevtralna, vseobsegajoča, čista resnica, tudi z drugimi besedami. Tisto, kar bi recimo Hegel imenoval absolutna vednost, kar duh doseže po tolikšnih krogih dialektičnega samospoznavanja in doseže to absolutno resnico, absolutno vednost. Ampak vsaka izjava, vsaka zahteva po neki resnici, ko ti želiš neko resnico, ta je vedno umeščena znotraj določenega diskurza. Torej, resnice ne moremo opredeliti iz neke zunaj jezikovne pozicije. Ne moreš govoriti o resnici, brez da uporabljaš pač jezik. Torej, resnico lahko artikuliramo samo znotraj nekega specifičnega položaja,
ali drugače rečeno tudi znotraj lastne želje. To je pomembno za psihoanalizo in prav zato Lacan tudi ta aksiom povezuje z drugimi. Torej, aksiom ni meta-language, ni meta-language. Poleg tega obstajajo še drugi aksiomi, eden izmed njih je ni drugega od drugega. Torej, ni nobene neke končne zagotovljene podlage resnice oziroma ne obstaja nobena avtoriteta. Nekdo, ki bi lahko garantiral za govorico kot takšno ali za neko resnico. Nihče nam ne bo povedal, ja, ta beseda je zato, ker obstaja ta razlaga. Kot vemo, diskurs gospodarja nikoli ne bo dal nekih pojasnil. In dejstvo, da ni metagovorice, ima seveda predvsem zelo pomembno klinično posledico, vsaj v končni fazi psihoanaliza je teorija, ki služi neki določeni praksi, to je psihoanalitična situacija. Pogosta fantazija glede psihoanalize recimo je, da analitik ima v svoji lasti neki ta metagovor ali pa neko skrivnostno vednost, da ima kodo za interpretacijo nezavednega. Mislim, v končni fazi se temu ne gre čuditi, saj večina zdravljenj ali pa nekih terapij, nekih v končni fazi tudi izobrazbe, učenja kot takšnega, vedno poteka iz te neke pozicije diskurza univerze. Mi vedno gremo nekam po nekaj, po neko vednost, po nek recept ali karkoli. Torej se predpostavlja, da ko greš v šolo, da ko greš k zdravniku ali po neko trgovino, tudi v psihoanalizo v končni fazi, pričakujemo potem neko znanje, neko vednost, da nam bo nekdo nekaj povedal, neki modri interpret. No, Lacanov aksiom pravzaprav direktno meri na to iluzijo in v nekem smislu tudi razblini. In treba je opustiti to iluzijo, da ima analitik nek neposredni dostop do tega, kar imenujemo nezavedni jezik. Namreč Lacan je tudi med ostalim rekel, da ja, nezavedno je strukturirano kot govorica, saj je to govorica tistega drugega. In analitik preprosto nima tega glavnega ključa ali pa katerega koli ključa, če že. Namesto tega je tukaj želja. Želja svoja lastna in edina interpretacija. Torej moramo se zanašati na nekaj, kar je nam lastnih, ne pa tisto, kar je psihoanalitik. In cilj ni najti nekega pravega pomena ali pa skritega pomena nekih simptomov, temveč delovati znotraj jezika, ki je v tisti situaciji prisoten, torej jezika analizanta, tisto, kar on govori, ali pa ona. Da bi se seveda razkrila struktura njegove želje. Ne samo želje, ampak predvsem praznine, okoli katere seveda želja kroži. Želja vedno neke vrste orbita za praznino, ki pa je konstitutivna. Torej, v tem primeru potem interpretacija postane nek dogodek, neko presenetljivo dejanje in ni nek postopek dekodiranja. Nekaj veliko bolj radikalnega se zgodi in to zato, ker gre predvsem ta aksiom proti celotni literaturi kliničnih, takšnih in drugačnih struktur, torej klinika, tako psihiatrična ali pa generalno, bomo rekli psi in tudi medicinske stroke, obravnava ljudi, simptome ali pa karkoli kot neke predmete, ki preprosto spadajo v nek določen koncept. Torej, ti moraš čim prej ugotoviti, kaj je simptom, da lahko potem pač zadevo rešiš. In mislim, da to je revolucionarna kvaliteta analitičnega akta, da dejansko
se ne da predvideti, to je prvo, drugo pa se ne da izscenirati in vse je odvisno od govora psihoanalizanta, ne to, kaj si misli psihoanalitik. In psihoanalitski akt je kot ta dogodek, ki preseka nek potek, nek govor, neko stvar, tisto, kar naznanja neko formalizacijo resnice. Dobro, seveda, psihoanaliza ni postopek resnice v Badiouxevem smislu in Badiou je veliko pisal o tem, kritiziral, na koncu zaključil, da če že je psihoanaliza najbliže, kar je možno, je blizu procedure resnice ljubezni, glede na to, da sta v tem procesu nekako dve osebi, torej prisotni je analitik in analizant in v tej konstelaciji edino, kar se da artikulirati mogoče v tem smislu resnic, je to neka ljubezen. In mogoče še en način, kako lahko rečemo, to ni meta jezika, je dejstvo, da konflikt, ki je v končni fazi nezaveden, prodre v analitični proces. Torej, vedno se zgodi ta moment, kjer sama terapija postane konflikt. In prav zato nihče od udeleženih, tako analizant kot analitik, ne moreta biti izven te situacije aktualnega konflikta. Čeprav konflikt je nezaveden in nekaj drugega, konflikt se reprezentira znotraj odnosa. In psihoanalitik je del konflikta, katerega tudi ponavadi sam izzove. Analizant pride z nekim problemom in ga želi razrešiti, išče to neko vednost, ABC, kako naj nekaj naredim, in potem sam proces zdravljenja postane ta problem. Torej, v tem smislu psihoanaliza vsekakor ne more biti nekaj, kar nam obljublja neko vednost in neko standardizirano pot. Torej, zdravljenje kot takšno ni odgovor na noben problem, ampak ponavadi ravno nasprotno. In kot bi rekel Žižek, tudi zdravljenje potem postane problem kot tak. Hvala.